Ta videoposnetek prikazuje, kako v konkordančniku Nov Sketch Engine izdelamo podkorpus. Dostop do konkordančnika in izbira korpusa sta podrobneje razložena v posnetku Uvod v Nov Sketch Engine. Zato v tem trenutku preskočimo te korake in začnemo na nadzorni plošči. Korpus besedil, ki ga obravnavamo v konkordančniku, je strukturirana zbirka besedil. Podkorpus pa je podmnožica vseh besedil, ki so v korpusu. Pogosto nas namreč ne zanimajo vsa besedila, oziroma v našem primeru vsi parlamentarni govori, ampak samo manjši del, na primer samo govori, ki so jih podale govorke v prvem mandatu. Podkorpusi se shranijo, zato nam pri različnih analizah lahko služijo tudi kot priročna bližnjica do izbranega nabora podatkov, kadarkoli se vrnemo v konkordančnik. Izdelamo lahko več podkorpusov, tudi takih, ki se delno prekrivajo. Nov Sketch Engine omogoča dva načina izdelave teh podmnožic besedil. En način je prek izbire metapodatkov, drugi pa prek konkordančnega niza, ki ga dobimo s funkcijo iskanja. Konkordance in metapodatki so podrobneje predstavljeni v videoposnetku Uvod v Nov Sketch Engine in enostavno iskanje. Mi pa se sedaj posvetimo izdelavi podkorpusov. Najprej bomo izdelali podkorpus na podlagi metapodatkov. Na nadzorni plošči izberemo možnost Upravljanje korpusa. Nato kliknemo edini aktivni gumb, in sicer Podkorpusi. Da ustvarimo nov podkorpus, kliknemo gumb desno zgoraj. Recimo, da si želimo podkorpus govori govork iz prvega mandata. Najprej določimo ime. Nato izberemo ustrezne vrednosti v relevantnih metapodatkovnih skupinah, torej prvi mandat in ženski spol. Izbiro potrdimo. Konkordančnik nas obvesti, da je bil podkorpus ustvarjen, ter nas obenem preusmeri na zbirno stran vseh podkorpusov. Ustvarimo lahko še en podkorpus. Znova kliknemo gumb desno zgoraj. Recimo, da tokrat želimo podkorpus govorov govorcev v prvem mandatu. Določimo ime ter izberemo ustrezne metapodatke, torej prvi mandat in moški spol. Izbiro potrdimo. Zdaj na zbirni strani vidimo oba ustvarjena podkorpusa. Ta dva in morebitni drugi podkorpusi, ki bi jih še ustvarili, so zdaj na voljo pri vseh funkcijah, kjer je omogočena izbira podkorpusa. Druga možnost za izdelavo podkorpusa je prek konkordančnega niza. Konkordance so zadetki iskane besede skupaj s sobesedilom. Do ustrezne strani za ta način izdelave podkorpusa lahko pridemo prek gumba Ustvari podkorpus, Podkorpus iz konkordanc in konkordance, lahko pa funkcijo konkordance oziroma iskanje odpremo kar prek levega menija. Postopek iskanja je podrobno razložen v videoposnetku Enostavno iskanje. Tukaj bo zato razloženo zgolj, kako lahko iz konkordanc naredimo podkorpus. Ta možnost izdelave podkorpusa je smiselna predvsem, kadar imamo v mislih določen pojav, dogodek ali koncept, ki ga lahko ubesedimo in torej izluščimo iz besedila na podlagi iskane besede ali besedne zveze. Recimo, da nas zanima, kako se v parlamentu govori o ženskah. Vendar ne kar na splošno, ampak samo, kako o ženskah govorijo govorke v prvem mandatu. Najprej torej določimo iskalno poizvedbo. V našem primeru bomo kot najsplošnejši pokazatelj razprave o ženskah uporabili kar lemo ženska. Ker želimo preučevati zgolj pojavitve v govorih govork prvega mandata, moramo med vrstami besedil izbrati še ustrezni vrednosti. Torej prvi mandat in ženski spol.
Izbiro potrdimo. Zdaj dobimo seznam pojavitev skupaj s sobesedilom. Te zadetke lahko shranimo v podkorpus tako, da izberemo simbol plus zgoraj desno. Tako kot pri prejšnjem podkorpusu tudi tukaj določimo ime. Izbrati pa moramo tudi količino sobesedila, ki ga želimo ohraniti. Pri izdelavi podkorpusa prek konkordanc se običajno odločimo za prvo možnost, torej znak S, ki predstavlja stavek. Shranjeni bodo torej celotni stavki, ampak nič več. To običajno sicer zadošča, saj smo lahko prepričani, da pri vseh naslednjih analizah res preučujemo kontekst dane besede in ne morda že nekega drugega pojava, ki je tudi opisovan v govoru. Odločitev mora sicer slediti raziskovalnemu vprašanju in konkordančnik omogoča precej svobode, tako da bi lahko shranili tudi odstavke, v katerih se pojavlja samostalnik ženska, ali pa kar celotne govore. Pri prejšnjem načinu izdelave podkorpusa te odločitve ni bilo treba sprejeti, ker se pri izbiri metapodatkov samodejno shranijo celotni govori, in sicer zato, ker so metapodatki pripisani na ravni govorov. Ko določimo torej zahtevana dva parametra, kliknemo Ustvari podkorpus. Konkordančnik nas tudi tokrat obvesti, da je bil podkorpus z izbranim imenom ustvarjen. To sicer lahko med drugim preverimo tudi na strani z informacijami o korpusu, do katere dostopamo prek simbola za informacije na vrhu strani. V rubriki Velikost podkorpusa so navedeni vsi ustvarjeni podkorpusi. V tem videoposnetku smo torej ustvarili 3. Če bi želeli katerega preimenovati ali izbrisati, moramo izbrati možnost Upravljajte s podkorpusi. Na tej strani lahko korpus preimenujemo in tudi nepovratno izbrišemo. Podkorpuse lahko uporabimo pri vseh funkcijah, ki jih omogoča konkordančnik, saj je izbira podkorpusa eden od možnih parametrov. Če na primer odpremo funkcijo iskanja, lahko nabor besedil zamejimo v možnosti podkorpus. Ta in ostale funkcije so podrobneje predstavljene v ostalih videoposnetkih.